V tokrat v poslušanje ponujamo oddajo o plebiscitu slovenskega naroda o samostojnosti Slovenije. Po izvolitvi nove demokratične slovenske vlade je bilo samo vprašanje časa, kdaj se bomo Slovenci odločili zapustiti dotedanjo skupno državo Jugoslavijo. Prevladalo je spoznanje, da se moramo na ta korak dobro pripraviti in tudi preveriti, ali sploh imamo dovolj podpore vseh prebivalcev. To smo storili na plebiscitu 23. decembra leta 1990 in izid razglasili dan po božiču 26. decembra 1990. Oddajo Kdo smo, ki je zdaj na vrsti, je leta 2016 pripravil Ivan Merljak. Plebiscit je močna beseda. Pomeni odločanje o strateškem, celo usodnostnem vprašanju nekega ljudstva ali naroda. In na njem odločitev sprejme vse ljudstvo, ves narod. Plebiscit je stara rimska pravna norma, znana kot plebis scitum ali sklep ljudstva, kot odlok rimske ljudske skupščine, concilium plebis, po glasovanju ljudstva na kakem ozemlju o priključitvi tega ozemlja k posamezni državi ali o razdružitvi od nje. Zato je plebiscit najstarejša in ena izmed najbolj zavezujočih in mednarodno pravno veljavnih odločitev z daljnosežnimi posledicami tudi za poznejše rodove. Slovenci smo se tega zavedali, ko smo se leta 1990 odločili na plebiscitu preveriti voljo ljudstva, ali naj začnemo stopati po svoji lastni poti v prihodnost. Priprave nanj so bile intenzivne, vsestranske in zrele. Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država? Tako preprosto in vsem razumljivo se je glasilo plebiscitno vprašanje na predbožično nedeljo 23. decembra 1990. Slovenci in tudi drugi prebivalci naše tedanje federativne republike smo se množično odzvali in kot nikoli dotlej odhiteli na volišča. Že kmalu po začetku preštevanja volilnih izidov je postalo jasno, da bo končni rezultat visoko v prid samostojnosti Slovenije. Plebiscita se je udeležilo 93,2% volilnih upravičencev, med katerimi je za samostojno in neodvisno državo Slovenijo glasovalo 88,2% vseh volilnih upravičencev, ali kar 95% vseh tistih, ki so se plebiscita udeležili. Rezultat plebiscita je sprožil med Slovenci veliko radost in veselje. S tem aktom narodne samoodločbe je bil postavljen pravni temelj za državno osamosvojitev Slovenije. Toda pot do nje ni bila lahka, marveč polna nasprotovanj in groženj treh vrhov prejšnje države, državnega, partijskega in vojaškega. In na dan razglasitve samostojnosti so te privedle do oboroženega napada sil jugoslovanske armade. Vojaški poseg pa se je končal s klavrnim porazom JLA v Sloveniji in sprožil proces njenega poznejšega razpada. Danes bomo preučili domače in mednarodne razloge za plebiscit, varnostne priprave nanj in med izvedbo. S četrtstoletno razdaljo do tega mejnika narodove identitete bomo skušali tudi kritično razmisliti, kaj moramo kot narod storiti v prihodnje. Zgodovinar dr. Zdenko Čepič z Inštituta za novejšo zgodovino je preučeval številne vidike, ki so privedli do plebiscita. Plebiscit je bil vsekakor potreben, če ne drugače zaradi mednarodne relevance naše osamosvojitve. Brez plebiscita ali pa dobro referenduma, ampak seveda plebiscit ima
večjo težo v mednarodni politiki, odnosno v mednarodnih odnosih, je bil potreben kot pogoj, da se v svetu pač predstavi tudi Slovenija kot država, ki želi svojo politiko voditi naprej, torej tudi izven Jugoslavije. V zraku so bile vse mogoče opcije, torej razne variante popravljene federativnosti, federacije, nekakšna konfederacija, asimetrična federacija in ne vem kakšne federacije. Seveda tukaj ni mogoče bilo priti do skupnega imenovalca, kajti seveda tako imenovana srbska stran, torej Miloševićeva stran, je seveda federacijo videla povsem drugače kot zlasti Slovenija. Hrvaška je imela seveda spet en svoj pogled in tu ni bilo mogoče najti nobene, bi rekel, skupne točke, razen beseda federacija, ki je pa vsak razumel drugače. Pravzaprav Srbi so videli že v tej federaciji, ki je bila ustavno postavljena z letom 1974, že kot neko konfederacijo in to seveda dobro, delno upravičeno, ker je bila res, to več ni bila zvezna država, ampak je bila bolj zveza držav, ampak vendar bila je še vedno federativna država, v kateri se je pač dalo dogovarjati, medtem ko seveda variante, ki so jo ponujali potem Srbi, ni bila več, bi rekel, kompatibilna, če uporabim ta izraz, z slovenskimi stališči glede svoje vloge v skupni državi. Glejte, Slovenci smo se tedaj počutili pravzaprav v nekem smislu drugorazredni. Ali je to tudi opremljiv pojem za zgodovinarja? Ja, veliko vprašanje, ne. Slovenci smo igrali eno zelo pomembno vlogo v tej državi. Res, da ne tiste prvi problem je bil odnos med Srbi in Hrvati, med Srbijo in Hrvaško, tako torej v prvi Jugoslaviji kot v drugi Jugoslaviji, vendar tekom let je pravzaprav Slovenija postala prvovrstni, bom rekel, igralec te Jugoslavije, zaradi tega, ker je pač imela občutek za demokratizacijo tudi v okviru tako imenovanega komunističnega sistema in ker seveda so v tej svoji politiki videli tudi, kako rešiti tako imenovano nacionalno vprašanje, ne da bi škodovali drugemu. Tako da je Slovenija bila na koncu vodilni dejavnik demokratizacije Jugoslavije. Kako je potem seveda prihajalo do tega razbijanja Jugoslavije, pa seveda druga stvar. Tu je pa Slovenija odigrala, bom rekel, na nek način drugovrstno vlogo, kajti v razbijanju Jugoslavije sta se pojavila mnogo bolj močna partnerja ali pa bom rekel dejavnika, to je bila na eni strani Srbija, ta cel srbski blok, Miloševićev blok in pa seveda jugoslovanska armada, ki seveda se je vezala na Miloševića in je tu Slovenija pravzaprav postajala, bom rekel, drugorazredni igralec, ki je bil pravzaprav, bom rekel, pa napadan od tega prvega bloka. Ta jugoslovanska ljudska armada, kot smo tedaj rekli, je pravzaprav čedalje bolj postajala srbska armada, že bistveno pred razpadom Jugoslavije. Ja, pravzaprav je ta armada se ves čas smatrala kot, bom rekel, dobro, seveda je bila, kot se takrat imenovali, kovačnica bratstvene enotnosti in tako dalje, najbolj jugoslovanski del Jugoslavije in tako dalje. V resnici je seveda imela predvsem poglede takšne, ki so bili po meri Srbije, konec koncu večinoma tudi tega tako imenovanega častniškega ali oficirskega kadra je bilo srbskega, zdaj seveda danes ugotavljajo, na primer, moji kolegi, srbski zgodovinarji, da seveda Srbov v vojski ni bilo dost, torej med oficirji, pri čemer seveda pozabljajo pa da, ali pa bom rekel zamučijo, da seveda gre pa za Srbe iz Hrvaške, torej tako imenovane prečanske Srbe, ki seveda pa so bili potem skupaj z Srbi, so tvorili veliko večino, meni seveda je bila to v nacionalnem smislu bolj srbska armada, ali mislim vojska, kot pa, bom rekel, neka tisto, kot smo rekli, vse jugoslovanska. Vsak, ki je bil v vojski, je pol hitro to začutil, ko je pač imel takoj, bom rekel, lahko kakšen konflikt z oficirjem na nacionalnem področju. V tedanji Jugoslaviji sta bila potem takem dva vidika. Prvi vidik je bil ta, kot so rekla, demokratizacija, ki je prej ni bilo in je Slovenija začela voditi. Drugi vidik je bil pa ta nacionalni. Se pravi,
težnja Slovencev, kot jo jaz razumem, ki je bila po samostojnosti že veliko prej. Ne? Ja, seveda, proces demokratizacije in osamosvojitve, osamosvajanja je seveda bil hkraten. Seveda bil je pa pogoj, ne, da se najprej stvar demokratizira, da se izvede demokratizacija, zato da se ustvari pogoje za osamosvojitev. Ideja osamosvojitve seveda ni bila tako nova, ne. Bilo je samo vprašanje, kako do tega priti, kdaj in zakaj. Kajti pogoji so bili seveda konec 80-ih let, potem ko je seveda ta, Jugoslavija bila povalana z Miloševićevimi idejami in tudi z njegovimi privrženci, ki so hoteli s temi mitingi po celi Jugoslaviji prevzemati pobudo, ne, je bila seveda zrela za to, da se nekaj je treba storiti. To je zelo veliko vprašanje, kdaj in kako, ampak tako je naneslo, da je se to zgodilo leta 90-91. Verjetno se prej ne bi moglo, lahko bi se seveda morda kakšno leto kasneje ali dve. Menim pa, da Jugoslavija takšna, kot je bila, tako kot je delovala, več ne bi mogla naprej delovati. Neka sprememba je bila potrebna. Slovenci smo bili zgolj koincidenčno prvi, v tem procesu razdvajanja. Slovenci smo imeli vlogo pravzaprav že nekako od konca 50-ih let, kot tisti, ki smo bili, vodilni ali pa lokomotiva sprememb v smislu demokratizacije in zlasti iskanja konsenza, odnosno izboljšanja mednacionalnih odnosov, odnosno nacionalne samobitnosti. To je konec koncev že leta 1958, začetku leta, ko je izbruhnil tako imenovani trboveljski štrajk, ki je imel seveda nacionalno noto, kar se je seveda potem pokazalo v reševanju tega, v političnem reševanju na najvišjih seveda takratnih državno-partijskih, partijsko-državnih organih. Takrat se je ta konflikt med temi razvitimi in nerazvitimi republikami ali, tistimi, ki so želeli več centralizma in tisti, ki so želeli manj centralizma, začel kazati mnogo bolj jasno in seveda se je tudi zaostroval. In potem pridemo v 60-ih letih, ki so desetletje stalnih reform, konec koncev tako gospodarskih reform, kot tudi sprejemanje ustave, sprejemanje potem ustavnih amandmajev na to ustavo, ki je bila leta 1963 sprejeta. 5 let na to so že prvi amandmaji, ki imajo seveda predvsem ta nacionalni naboj, in dokler ne pridemo od leta 1971 do tistih amandmajev, ki seveda federalizirajo federacijo do tiste mere, ki se potem pokaže v ustavi leta 1974. V pripravah na plebiscit se je vodstvo Mlade demokracije v Sloveniji v veliki meri zanašalo na policijo oziroma tedaj še milico, ki pa je bila že desetletje resnično naša, narodna, slovenska in nič več podložna zvezni. Veliko bolj dramatičen je bil položaj v teritorialni obrambi Slovenije, ki smo jo Slovenci razumeli kot svojo lastno narodno vojsko, a je JLA po njej stegovala svoje roke. Pravzaprav teritorialna obramba je nacionalna vojska ali republiška vojska, torej je bila predvsem razumljena tako na eni strani pri slovenski politiki, ki jo je vodila, tako pri pripadnikih teritorialne obrambe in seveda tudi pri nasprotnikih te teritorialne obrambe. Namreč v vrhu JLA so od vsega začetka, ko se je teritorialna obramba oblikovala in so jo Slovenci vzeli za res, kot se smo vzeli vse za res, tako smo vzeli tudi samoupravljanje za res in tudi teritorialno obrambo, so začutili v tej teritorialni obrambi, kot smo jo Slovenci jemali kot neko, resno oboroženo silo, kot zametek republiške separatistične vojske in seveda so temu tudi primerno, teritorialni obrambi nagajali. To so znane dve aferi, odnosno ena afera, ki je bila tako imenovana beograjska spletka, torej akcija Vrh in tako imenovana zelena knjiga,
ki so jo sproducirali v obveščevalni službi Jugoslovanske armade in srbski obveščevalni službi, zato da bi očrnili slovensko teritorialno obrambo in to malo po njenem začetku, torej njenem ustanovitvi, in jo pravzaprav, bom rekel, pri Titu diskvalificirali kot republiško vojsko in da naj bi se seveda potem tudi teritorialna obramba nekako ukinila in tako dalje. Seveda, treba je povedati, da je teritorialna obramba delovala po celi Jugoslaviji, so posod bile, ampak niso imele pa tega, bom rekel, naboja, te funkcije kot pri Slovencih, kot, bom rekel, našo neko, recimo, zametek nacionalne vojske. Nekaj podobnega se je dogajalo tudi v policiji oziroma tedanje milice. Milica, ki je bila na začetku svoje poti kmalu po vojni nekje ločena od ljudstva, je postajala čedalje bolj organ za ljudstvo. In skupaj s teritorialno obrambo se mi zdi zelo pomemben faktor, ki je pripeljal do tega, da smo sploh lahko imeli plebiscit. Milica je seveda bila zvezni organ, da tako rečemo, ampak seveda se je potem, ko je nekako se tudi vse federaliziralo, se tudi milica. Seveda to je bilo povezano tudi z padcem Aleksandra Rankovića, ki naj bi bil, ali je bil simbol, ali pa celo stvarni dejavnik jugoslovanskega centralizma in predvsem UDBE, torej tajne policije. Seveda UDBO in milico je danes grdo enačiti, ker gre za dve različni zadevi. Ampak takrat tudi nekje konec 60-ih let se je začela slovenska milica nekako osamosvajati, postavljati na svoje, bom rekel, nacionalne temelje in seveda je postajala republiška, ne bom rekel ljudska, ampak tudi narodna slovenska milica in tam v začetku 80-ih let je prišlo pol tudi do tistega simbolnega dejanja, ko so si slovenski miličniki nadeli našitek, torej slovenski grb, kar je seveda zelo zmotilo zvezne organe. Je bil to pravzaprav, bom rekel, eden največjih prepirov, torej stalnih pritiskov na slovensko milico. Tako da se slovenska milica pravzaprav, bom rekel, če uporabim besedo, nacionalizirala, torej poslovenila zelo kmalu in je seveda delovala predvsem kot sila, ki brani slovensko državo v okviru Jugoslavije in je seveda tudi potem se je pokazalo to, da je bila ena bistvenih, če ne bom rekel, mora celo odločilni faktor v procesu osamosvajanja, zlasti v procesu obrambe osamosvojitve konec junija do začetku julija 1991. V varnostne priprave za plebiscit se je aktivno vključila tudi teritorialna obramba. Pri tem je imel vidno vlogo tudi polkovnik Miloš Šonc, tedaj načelnik v manevrski strukturi narodne zaščite za obveščevalno dejavnost. Imel je izredno natančen vpogled v dejavnost JLA, v njene premike in dopolnjevanje z orožjem, novimi enotami in mladimi oficirji. Zato je lahko za slovenski državni vrh izdelal znamenito presojo, dokument, v katerem je že nekaj mesecev prej prvič jasno označil JLA kot nasprotnika v vse bolj verjetni vojni. Mi po vojaški liniji, se pravi po liniji teritorialne obrambe, smo takrat pravzaprav prešli nekako iz manevrske strukture narodne zaščite 4. oktobra pod novo poveljevanje generala Slaparja. Manevrska struktura je bila prenešena, mi smo takrat rekli v nov RŠTO, odnosno Slaparjev RŠTO. In s tem je bila tudi pravno-formalno zadeva pokrita v državi. Medtem ko so imeli takrat miličniki te zadeve urejene statusno in drugače, smo mi seveda na novo dobivali, postavitve, odločbe in podobno. In mislili smo sicer, da bo način dela lažji, vendar so te stvari kar nekaj časa, še vedno tekle po neki inerciji, podobno kot prej. Seveda smo dali poudarek na torej tajnosti, organiziranosti, načrtovanju in tako naprej. Ampak torej, iskrice so začele kar med armado na eni strani in pa med Republiko Slovenijo, oziroma teritorialno obrambo in milico takratno, zadeve so začele kar eskalirati. Že pred prvim postrojem? Že veliko pred prvim postrojem. Se pravi, to
Mi smo imeli v bistvu te načrte, presojo, angažirane enote, pokrivanje vojašnic in tako naprej že prej in v bistvu so se zadeve samo potencirale in krepile. In čedalje več enot je bilo tudi na usposabljanju, čedalje več enot je bilo angažiranih in čedalje več ljudi, jeder, poveljnikov in tako naprej je vedelo, zakaj se gre. In tako so stvari počasi začele iti neko pot, ki je bila pravzaprav že nakazana v sami presoji republiški. No, vse to vemo, da ste jo vi izdelali, da je lahko kar priznate. Govorim zaradi tega, ker je to prvič pisno bilo opredeljena JLA kot nasprotnik, jasno, decidno, natančno in enotno, se pravi, ta presoja je bila tudi razdeljena na vse pokrajinske štabe takrat in na podlagi te presoje so se izvajali potem vsi ukrepi. Govorim za tem, to je nekako tudi pomen, tudi direktiva je bila izdelana na ta račun. In ena od, teh ključnih aktivnosti so bile predvsem, mi smo takrat govorili usposabljanja pod narekovajem enot. Ampak to so bila usposabljanja z enotami, ki so imele razdeljeno bojno strelivo. In recimo stvari so kulminirale nekako morda še ne čist v novembru, ker novembra 90 so bile poplave relativno velike. In takrat smo še lahko šli v vojašnice, odnosno v skladišča, pa smo pod izgovorom, da rabimo šotore, pa spalne vreče in tako naprej, smo še takrat v novembru nekaj izvlekli lahko ven orožja, opreme, streliva, tudi minsko-eksplozivnih sredstev in podobno, vendar pa verjetno je armada začutila, da se dogajajo stvari, ki jih ne kontrolira, ne obvladuje več in so potem na kratko prekinili na hitro tudi to že v novembru. Istočasno so pa začeli vršiti pritisk, da bi se predale kartoteke. In pritisk se je stopnjeval, torej prav nič subtilno in zelo decidno, ko so postavili rok. In je armada rekla, odnosno takrat mislim, da je Janžič ali je načelnik generalnega štaba, decidno rekel, rok je 10. december 1990, postupičemo svim sredstvima, da dostignemo torej vse do ovih kartotek. Ampak to pomeni, da je v bistvu izrekel ultimatum nekaj smisla. Da, to je bil ultimat in tudi glede na resnost situacije takrat RŠTO dal zahtevo za vpoklic enot, tako da so bile prve enote vpoklicane, torej poleg tistih, ki smo jih imeli na usposabljanjih, tako, ampak organizirano z ukazom so bile prve enote vpoklicane tudi, mislim, da začetku decembra. In to so bile ne samo zaradi tega ultimata, temveč tudi zaradi plebiscita. Ampak ker so se stvari usporedno dogajale, smo mi takrat, torej kot rečeno, na ukaz republiškega štaba in načelnika Slaparja dvignili vseh PSD čet v Ljubljani in tudi specialne enote v drugih pokrajinskih štabih po Sloveniji so bile torej dvignjene, tudi nekatere druge enote, tako da bom rekel, ko je zdaj že to govora o teh prvih postrojih in tako naprej, dejstvo je, da smo te prve enote mi postrojili že pred tem prvim postrojem v Kočevski Reki. Ne? Tako da, te enote so bile dejansko potem na zavarovanju plebiscita. A je dejansko grozila realna nevarnost, da jugoslovanska armada že tedaj poseže? Torej ta realna nevarnost je praktično trajala, da ne rečem, vsak dan, vsak trenutek, pa ne da bi zdaj prepotencirali to nevarnost ali jo pa podcenjevali. Dejstvo je, da je armada imela torej izvesti državni udar ali kakorkoli mi to imenovali ali prevzeti oblast, ker je to pač bila veja oblasti v takratni SFRJ, ki je imela realno moč, se pravi orožje. Res je, da so to takrat štopirali tudi Rusi, ker je bil Kadijevič na obisku v Moskvi, pa takrat ni dobil zelene luči za to, medtem ko na zahodni strani pa niso ravno imeli hudih pomislekov okrog tega. Vse tako je bilo slišati. Pa to naj bi bil dejansko državni udar? Glejte, to zdaj morda niti ni bil v smislu kot klasičen državni udar, ampak bolj je bilo to kot neko ustvarjanje izrednih razmer, ki bi imelo pokritje v strani predsedstva SFRJ
In v teh izrednih razmerah bi pač bila JLA tista sila, ki bi zagotavljala obstoj države. Tako da v nekem smislu so, bi rekel, zakamuflirali z neko pravno podlago morda in istočasno z nekim izgovorom, da varujejo ustavo, bratstveno enotnost, republike, meje in tako naprej in tako naprej. Ampak, kakorkoli obračamo, zadeva je blizu državnemu udaru, ne? Zakaj se to ni zgodilo? Kaj mislite? Jaz mislim, da je vseeno par razlogov za to, ne. Eden od teh so zunanje politični razlogi, kot sem že prej omenil. Ja, ruski, pa tudi recimo Irak, pa situacija okrog tam tudi je zaposlovala predvsem zahodne danes zaveznike, a ne. Torej ta zunanja politična situacija, drugič ta notranja politična situacija enostavno bila nekako v kontekstu tega, da še vedno se nekaj upalo na neke rešitve, da bo Jugoslavija ostala. Govorilo se celo o neki konfederativni ureditvi in tako naprej in tako naprej. Tako da iskale so se rešitve. Predsedniki republik so se dobivali enkrat na Bledu, pa na Ohridu, pa tam in tako naprej. Ampak rešitev dejansko niso našli, ne. Se pravi, to morda kot drugi razlog, da ni bilo tega političnega konsenza. Tretji razlog pa je morda tudi to, da so se dejansko po domače povedano ušteli v ocenah in presoji situacije, ne samo v preostalih republikah, ampak tudi v Sloveniji. In ta napačna ocena situacije v Sloveniji, da Slovenci stojimo za SFRJ, neupoštevanje torej mnenja večine Slovencev, kar se je kasneje izkazalo na decembrskem referendumu, je za takratne tudi oblastnike torej v Beogradu predstavljal dejansko šok. Torej bili so prepričani, da tudi če bo referendum oziroma plebiscit, ne bo volja ljudstva taka, kakršna je. Verjamem, da je bil razmislek v tej smeri, ne. To je morda tudi eden izmed pomembnejših razlogov za to, da dejansko niso posegli, ne. Torej, to po drugi strani pa mislim, da je referendum pokazal politično enotnost, tudi pravno, bi rekel, podlago za to, da pa je bila realna moč takratna milica in pa teritorialna obramba. To so pa že bile oborožene sile, ki so predstavljale določen rešpekt. Tudi v JLA-ju, čeprav so ga, bi rekel, podcenjevali, ne. Ampak, če se prav spomnim, je takrat predsednik Kučan decidno izjavil na enem od sestankov, če ne bi imeli teritorialne obrambe, bi verjetno ne šli v referendum. Se pravi, samo z milico pa ne bi želel, bi rekel, primerjalno ali kakorkoli omalovažujoče delč od tega, ker smo delali z roko v roki in drug brez drugega absolutno nismo mogli. Ampak milica je le imela več ali manj samo, bi rekel, lahko pehotno orožje, medtem ko organizacijsko in tudi že po materialni zagotovitvi pa je imela teritorialna obramba takrat že seveda tudi določena protioklepna, protiletalska in podobno. In to je že predstavljalo določeno silo, ki jo je bilo treba respektirati. Potem se je decembrski plebiscit približeval z nezadržno hitrostjo. Vaša naloga je bila tedaj? Torej, naša naloga takrat bila s temi enotami zavarovati samo dejanje plebiscita. To je bilo in s pokrivanjem terena, s pokrivanjem pristojnih državnih organov, tudi konec koncev s prikazom moči, kar se je dogodilo 20. decembra v Kočevski reki. Malo je sicer bilo takrat tudi določenega, bi rekel, privzdigovanja z neko novo oborožitvijo, torej SARI pa z MGV in podobno, Armbrust in podobno. In to je bil pravzaprav vseeno znak, da se mi ne bomo pustili. In to so dejansko tudi presodili v generalštabu takrat SFRJ. Ja, v bistvu teritorialna obramba je bila v pripravljenosti in pripravljena. Da. Brez nadaljnega. Jaz lahko povem, recimo konkretno v Ljubljani mi že od izpred 10. decembra, seveda, ko je vsa kartoteka že šla na različna tajna skladišča oziroma mesta, da smo v pričakovanju tega plebiscita torej spali tudi na štabih, vsi oboroženi, pripravljeni za intervencije, akcije, načrti so bili pripravljeni, tako in drugače. Skratka, v tem primeru ne bi šlo brez boja, ne glede na morebitne
preko takrat posledice. Ne. Glede na vašo zadolžitev tedanjo, imam vas na sumu, da ste zelo spremljali, kaj se dogaja v vojašnicah in zunaj njih in okrog njih. Ja, res je, v bistvu so bile vse aktivnosti, torej takrat lahko rečem, takratnega nasprotnika pokrite 24 ur. Ne. Jaz vem, da je to danes morda malo skoraj da neverjetno, ampak res smo imeli vse niti v svojih rokah in dejansko so šle vse informacije istočasno, recimo konkretno v Ljubljani na OKC milice. Tako je šlo do republiškega štaba, recimo do obveščevalca, takrat brigar Miloša, tam naprej do Slapra in podobno. Tako da in po horizontali in po vertikali so bile zadeve, kar se tiče informacij in delovanja nasprotnika, so bile, da rečem, verodostojne, točne. Ne. Res pa je, da je tudi armada takrat ni držala križem rok. Ne. Veliko so imeli teh kadrovskih sprememb, torej zamenjav, ja, kjer so recimo določene oficire na visokih dolžnostih, Slovenci in tako naprej, pa tiste, za katere so ocenili, da niso pogojno rečeno na njihovi strani, so enostavno zamenjali, ali je pa prišla potem generalna inšpekcija narodne odbrane iz Beograda in so v roku takoj potem zadevo sanirali in dejansko prevzel poveljevanje potem nekdo drug. So pa rezultati plebiscita, če se morda vrnem na to nazaj, zelo presenetili, ne samo vojaški vrh, ampak tudi takrat politični vrh Srbije in pa Jugoslavije. In so bili, bom rekel, kar v nekem takem latentnem mirovanju tja do, mislim, da enkrat 22. ali 23. januarja 1991, kjer so se potem ponovno malo konsolidirali, ravno na račun plebiscita, ko so imeli mislim, da v Pančevu, torej en sestanek v širšem kontekstu za oficirje, visoke oficirje armijske, kjer so spet potem, šli na svojo utečeno pot in po Gaussovi krivulji se je potem napetost ponovno dvigvala. Ne. Tako da ja, plebiscit, lahko rečem, da je bil eden ključnih momentov v letu 1990, s katerim je država, takrat Republika Slovenija, povlekla eno izredno, pametno, potrebno potezo, ki ni bila na pamet, kot sem omenil, narejena, tudi pravno formalno pokrita in seveda pokrita v varnostnem smislu. Tako da jaz mislim, da smo takrat skupaj s kolegi iz milice in seveda vsemi, s katerimi smo sodelovali, bili na pravem mestu, v pravem času in da je to treba tudi, v nekem smislu ceniti. Ne. Policijski inšpektor Stane Leskovšek, tedanji poveljnik posebne enote milice in vodja stalne službe, je imel pregled nad vsem dogajanjem v družbi. Tudi nad provokacijami, ki jih je spodbujala vojaška tajna služba. Ja, milica je tako kot v vseh zadevah, ki so se odvijale v takratnem času, predvsem mislim na osamosvojitvena dogajanja, precej dela, imeli smo že kar precej prakse, predvsem na področju javnega reda in miru, kjer so se dogajale razne manifestacije, politična zborovanja, kakšna zadeva je bila v pripravljanju, tako smo se tudi mi pripravljali načrte. Prve usmeritve je seveda pripravilo ministrstvo oziroma takratni sekretariat za notranje zadeve in potem smo te zadeve konkretizirali v okviru uprav za notranje zadeve. Sokreator teh načrtov sem seveda bil tudi kot vodja sektorja za stalno dežurstvo. Inšpektorat milice je pripravil te načrte in smo jih potem posredovali postajem milice, ki so jih še konkretizirali. Moja naloga kot vodja sektorja za stalno dežurstvo je bila spremljanje vseh teh dogajanj, usmerjanje, nadzorovanje vseh teh prireditev, skratka skrbeti za ta del javnega reda in miru, seveda z veseljem.
kajti mi smo že opravili kar kup teh zadev od prvih preprečitev mitinga resnice, ker smo že povedali javnosti, na kateri strani je takratna milica. Delovali smo na slovenski državni ravni, bi že lahko takrat tudi rekel. Državna varnost pač je bila vezana na Beograd in z njimi smo vse manj sodelovali, tako da dejansko smo že bili kar na svojem. Po, dogodkih oktobra 1990, potem ko se je javnosti že predstavila teritorialna obramba oziroma manevrska struktura, takrat se je stvar še bolj zaostrila. Ja, takrat je bilo potrebno se organizirati, kadrovsko ukrepiti, prevetriti, operativno spremljati določene situacije, pokrivati pomembne objekte. Tako smo se pogovarjali ne samo znotraj organov za notranje zadeve, tudi teritorialna obramba, sekretariati za ljudsko obrambo. Skratka, bil je ta konglomerat varnostnih dejavnikov, da smo lahko prehajali na svoje. Seveda, vse zadeve so se nekako gostile, ostrile. Mi smo kot milica spremljali gibanje vojske jugoslovanske po terenu, teritorialci, kaj se je dogajalo okrog kasarn in znotraj kasarn, kako se je bistrila ta oficirska kri. Vedeli smo, kateri oficirji so prišli na novo, da so bili to predvsem srbske nacionalnosti. Zaostrilo se pa je 4. oktobra, ker takratna vojska ni hotela predati teritorialni obrambi svojega poveljstva. In potem je to kar nekaj časa trajali. Mi smo tik pred plebiscitom nekako zmanjšali spremljanje teh zadev, mislim na splošni del milice, postaje milice. Posebna enota je pa še kljub temu te zadeve spremljala, pa tudi specialna enota milice je bila v te zadeve vključena. Prišlo je do kar nekaj provokacij strani vojske, prevažali so oborožitev iz raznih lokacij na druge, nekatere vožnje so bile slepe, ugotavljali smo, kaj počne kontraobveščevalna služba. Bilo je kar en kup nasprotnikov osamosvojitve, provokatorjev na teh javnih prireditvah, razgrajačev in tako naprej. Vendar ti nas niso preslepili in smo opravljali svoje naloge tako, kot smo načrtovali. No, teh zadev tik pred razglasitvijo, pred plebiscitom smo opravljali že kar precej nalog, tako da kar dnevno smo spremljali te konvoje vojske in v 2 primerih smo tudi opravili kontra delo njihovim, povzročili nemir, uzbune, kot so jim rekli, v kasarnah. Vozili smo okrog ponoči, predvsem okrog kasarn, tako da so vojaki bežali pred nami. Naš namen je bil le, da jim povemo, da smo gospodar na svojem. V enem primeru je prišlo do nemira tudi na Metelkovi, na poveljstvu in v zagrebški 5. armadi, pa tudi seznanjen je bil s temi zadevami takratni minister Bavčar in se je potem s poveljstvom v Zagrebu pogovarjal. Sva v bistvu skupaj jih pomirila, da ne mislimo nikakršnih akcij izvajati, vkolikor tudi oni ne bodo nas provocirali. Tako da neko premirje v tem delu je nastalo, čeprav smo še ugotavljali in oni in mi, da en drugmu nagajamo, ampak ni prišlo do nekih takih konfliktnih zadev. To govorite za točno dneve pred plebiscitom samem. To je 14 dni pred plebiscitom so se te zadeve dogajale, potem so se pa umirile, tako s to predajo republiškega štaba teritorialne obrambe, no oba sta še v bistvu v tistem času funkcionirala. Čeprav onemogočen je bil ta vojaški del, bivši stari štab, novi del je pa deloval tako, kot je tudi sam načrtoval, pa tudi slovenska oblast. Mi smo pa seveda jim pomagali v tem času po vseh naših močeh in zadeve so stekle, kot je treba. Tako tudi od tega prvega javnega dela 6. decembra, ker je bil sprejet zakon, da gremo na svoje, potem tudi sam 23. december, ker se je o tem odločalo
in to je tista nedelja, ki mi je še kako dobro v spominu. Zopet je se pojavil tisti dober občutek od preprečitve mitinga resnice. Ljudje so bili dejansko z nami. Vodstvo slovenske milice in poveljstva policijskih postaj po vsej Sloveniji so na dan plebiscita kljub poostrenemu delu omogočile vsem miličnikom in pripadnikom rezervnega sestava milice, da so lahko izpolnili svojo državljansko pravico in odšli na volišča. Sami smo poskrbeli, da smo šli na volitve po nekih izmenah, pač nekoliko več nas je bilo v službi kot običajne nedelje. Nismo pričakovali, da bi prišlo do kakega oboroženega napada strani vojske, čeprav smo tudi evidence nabornikov že takrat varovali, nekatere evidence smo skrili, ampak ljudje so sprejeli to ne samo kot neko obveznost, dolžnost, kot pripadniki slovenske domovine, so odšli na volišča, nekje so stali v vrstah kot takrat v teh časih, nekje za kruh, za meso. Hočem to reči, v času tega plebiscita je prišlo na volišča tudi nekaj oficirjev jugoslovanske armade v uniformah, oboroženi. Tisti, ki so vodili na voliščih te zadeve, so bili tudi pristojni, da so urejali javni red, vkolikor ne, so nas poklicali na pomoč. In v parih primerih, tudi v enem primeru, ker sem bil sam, sem se preoblekel, zato da sem bil lahko v civilu. Odšel iz službe, v Rožni dolini je bilo moje volilno mesto, tako da sva šla ženo na volišče, ljudje so me tam tudi poznali, pozdravili smo se, podebatirali, izobešene so bile slovenske zastave, skratka, bilo je eno tako prijetno vzdušje in tudi vidim enega oficirja, ki je prišel v uniformi, pa mi je predsednik volilne komisije rekel, tega pa najbrž bomo morali opozoriti, da oborožen ne bo mogel iti na volišče. Pristopil sem do njega in mu to povedal, tudi prepoznal me je vedel, rekel, kaj vi policaj, boste pa v civilu ali kako? Rekel, ne, mi smo v službi, lahko v civilu in tudi v uniformi, vendar oboroženi na volišča ne hodimo, pa prosim tudi, če vi snamete v pasač, pa ga lahko pri meni pustite ali kjerkoli drugje, ga izročite predsedniku volilne komisije in opravite svojo državljansko obveznost. Dolžnost, pač kakorkoli si je on to razlagal. No, ni kompliciral in se je tudi razorožil in je dobil tudi potem svojo oborožitev, pasač, futrolo s pištolo nazaj. Proti večeru so se pa zadeve kar nekako gostile, ampak bi rekel v pozitivni smeri. Na običajnih volitvah se zvečer ljudje niso zbirali, to je bilo kar neko tako spontano zborovanje. Center Ljubljane je bil, bi rekel, nabito poln, predtem so že Ljubljančani poskrbeli za osvetlitev, bilo je svečano, rože, skratka nekaj posebnega je bilo, pa tudi samo vzdušje, odprte so bile gostilne, bifeji, ljudje so prihajali trumoma v skupinah do Prešernovega spomenika, skratka na tem delu skoraj da ni bilo moč se sprehajati. Postaja milice Ljubljana center, s starešinami, vključno s komandirjem postaje milice Andrejem Torkarjem, smo se parkrat dobili na tem kraju, ugotovili, da milica nima dela, nas so pa ljudje pozdravljali, nam nazdravljali, peli zdravice in tako naprej. Po zvočnikih, z megafoni so ljudje sporočali iz minute v minuto, kakšen je rezultat plebiscita. Nekje proti koncu teh objavljanj, ko je bilo rečeno, da je udeležba več kot 90% in da je nekaj več kot 88% vseh glasovalo za plebiscit, za samostojno Slovenijo, vam povem, da takšnega vzdušja sam osebno še nisem doživel. Ljudje so plesali, nas vlekli v te plesne
aktivnosti, skratka, bili smo z ljudmi, ni bilo nobenih potreb intervencij. Pred Prešernov spomenik so prihajali poslanci, vključno s takratnim predsednikom Peterletom, in mislim, da je takrat on prvič rekel, ljudje rajajo, veseli so tega dogodka, takega uspeha, da je zadišalo po Sloveniji. Za vas, ki ste bili že v manevrski strukturi, je bil dejansko rezultat plebiscita nagrada kot krona tistega poprej, ne? Jaz sem to čutil, tako kot sem povedal, na samem mestu pred Prešernovim spomenikom, ker je simbol slovenstva, kako so ljudje sprejemali rezultate plebiscita. Ljudje so jokali od veselja, mahali zastavami, pozdravljali prijatelje, objemali slovenske miličnike. Vedeli so, da je to njihov miličnik, da bo skrbel za njihovo varnost. Ni bilo intervencij, ni bilo skratka ničesar, da bi nastal kakršnikoli povod za neke intervencije. Tudi ti Kosovci in vsi ostali, ki so morda v tistem času tudi drugače razmišljali, se niso upali izpostavljati, ker bi jih narod pojedel, ne milica. Fenomen tako visoke udeležbe na plebiscitu in tako odločne podpore osamosvojitvi Slovenije smo skušali pregledati še s četrtstoletne oddaljenosti. Toda sociologi, kot kaže, štejejo to kot aksiom, kot dejstvo, ki ga ni potrebno posebej osvetljevati. Sociolog, publicist, raziskovalec in razvojnik vsebin trajnostne mobilnosti Andrej Brglez, direktor Inštituta za civilizacijo in kulturo, je opozoril, da je odločitev pri marsikom terjala korenito spremembo mišljenja. Za osebno izkušnjo sem pa mogoče lahko zanimiv iz enega drugega pogleda, vidika razmišljanja človeka, ki se je rodil v Federativni republiki Jugoslaviji, je dal tam celo šolanje skozi in šel v šolo vojaško za rezervne oficirje. Tam ponotranil to multikulturnost, jo videl kot dodano vrednost, šel iz nje ven in čez eno leto vodil najprej vod, potem pa četo v boju proti tem ljudem, ki sem jih ponotranil celo svojo mladost in celo vojsko. In sem mogel že s tem nekako sam s sabo razčistiti. Ko govorimo o teh prehodih. V 47 letih sem jaz mogel se iz ljubezni do ene multikulturnosti obrniti v ljubezen do samo svojega in potem relativno kmalu spoznati ljubezen še širšega, evropskega, in sem danes pri svojih 50-ih nekje negotovi in se bojim, da so me spravili do tega, da bom kmalu ne imel rad več nikogar, namesto da bi imel rad še bolj vse. Zaradi tega, ker je teh nihanj preveč. Skozi šolanje, odraščanje v večkulturni, večjezikovni domovini, zelo primerljivi evropski danes. Potem smo se zato, da bi se slovensko zgradil in osamosvojil, mogel ograditi od vseh ostalih, zato da sem hipoma si želel druge vabiti k sebi, se pravi sebe pripojiti k enim drugim evropejcem, da danes mi nekdo spodkopava zdaj to Evropo. In pa se jaz vprašam čisto iz svojega raziskovalno-sociološkega dela, kolikrat bom jaz še na preizkušnji sam sabo. Zato jaz nočem več sploh razmišljati o tem, že dolgo ne, in sem državljan sveta in mi res čist vse eni. Lahko z mano delate, kakor hočete, jaz bom imel vse rad. Tudi ugledna in mednarodno priznana slovenska sociologinja, profesorica doktorica Neda Pagon, nas je opozorila, da smo Slovenci po pridobitvi samostojnosti storili premalo. Zakaj je plebiscit med slovenskim narodom davnega 23. decembra 90 izvenel s takim presenetljivim v nekem smislu rezultatom? Meni se tudi zdi, da je kar presenetljivo, ja.
Ampak to pravzaprav nas je vrnilo v zgodovino in nam je povedala, koliko so temu narodu dopovedali, nekaj je res, nekaj samo pa dopovedovali, koliko je bil vedno hlapčevski, pa koliko je bil vedno tlačen, pa koliko nikoli ni bil na svojem. In to je pustilo seveda tako, kako bi se temu rekel, entuzijastično sled, zaradi katere so vsi mislili, kako nam bo, ko bomo sami dobri. Mi smo si razmeroma hitro dokazali, da nam prav dobro ni. Pokazalo se je, da narod brez tradicije državotvornosti ne zna imeti države, ne zna je voditi, ne zna je upravljati. To seveda ne sme pripeljati do ugotovitve, da zdaj bi rabili še kakšnega spet novega gospodarja nad sabo. Ampak nam pa mora dati neko zavest, neko mnenje ali pa spoznanje o sebi, da je veliko več treba zgodovine, kot smo jo mi naredili. Nam ena velikanska tradicija zgodovine manjka. Zato se to lovimo okoli tega, kaj je nacionalni interes, kaj je nacionalna identiteta in tako naprej. Okoli tega, kdaj so kakšni mejniki res določali, premike tudi. Nismo spoznali, da identiteta ni ena. Da imamo veliko identitet v tem narodu in mi posamezniki. Nismo spoznali, katere so prelomne točke, in zdaj jih iščemo največkrat v literarni zgodovini. Trubar, Prešeren in tako naprej. Ne iščemo jih v tistih momentih, ki so državotvorni. Tele šele začnemo z OF-om in tako naprej. To je čist premalo za eno resno državo. S to ugotovitvijo sociologinje, profesorice doktorice Nede Pagon, da nas še veliko čaka na poti do urejene države in naše prihodnosti, končujemo oddajo Mejniki identitete z naslovom Plebiscit o samostojnosti Slovenije. V njej so sodelovali še zgodovinar dr. Zdenko Čepič z Inštituta za novejšo zgodovino, nekdanji aktivni častnik teritorialne obrambe polkovnik Miloš Šonc, policijski inšpektor Stane Leskovšek, tedanji poveljnik posebne enote milice in vodja stalne službe ter sociolog in raziskovalec Andrej Brglez. Oddajo sva povezovala Ivan Lotrič in Jasna Rodošek, tonski mojster je bil Jernej Boc, avtor oddaje je Ivan Merljak. Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radiotelevizije.